Skladbe, ki so jih napisali glasbeni virtuozi preteklih stoletij, nas imajo še vedno moč navdušiti v novi zasedbi. Ena izmed takšnih zasedb je izvrstni Amadejev orkester. Ja, že nekajkrat smo igrali tudi tukaj v cerkvi Svetega Martina, vedno nam je lepo tukaj igrati že samega ambienta in pa tudi lepo je združiti dva festivala, tudi z gospodom Brencetom se izvrstno razumemo. In pa glasbeniki vedno radi nastopajo, kot sem že rekel, v tako lepem okolišu, tako lepi akustični cerkvi. Draxler je na pot dirigiranja stopil po naključju. V bistvu čisto po naključju. Koncertiral sem kot pianist, bil sem kot solist, dirigent se je zbolel, nadomestil sem vajo in takrat sem začutil, da je to neverjetna vloga, v kateri najdem ogromno izraza in pa tudi po psihološki plati me zelo zanima. In zdaj v zadnjih letih se tudi sam izpopolnjujem. Zdaj pri gospodu Pehelinjanu sem letos zaključil masterski študij. In ja, vedno več dirigiram in vedno manj igram klavir, ampak kot pravim, me veliko bolj izpolnjuje dirigiranje. Izobraženi smo kot klasični glasbeniki. Igramo tudi kaj drugega, ampak najbolj se lahko izrazimo skozi to vrstno glasbo. Najdemo neke pomene, ki se skrivajo izza not in ta glasba nas najbolj bogati in zato se tudi najraje z njo ukvarjamo. Orkester je pred festivalom Bled nastopal na festivalu Amadejo, ki poteka v njihovi organizaciji. Zelo smo veseli, da smo našo koncertno dejavnost lahko razširili še na pedagoško dejavnost. Pridružili so se nam mentori, kot so Karmen Pečar, gospod Armin Sešek, Tatjana Ognjanović, Nejc Kuhar in pa Ana Kavčič-Pucihar. To so profesori srednje glasbene šole ali akademije, tudi v tujini, v Eisenstadtu Dunaju. Tako da smo imeli ogromno aktivnih udeležencev, mlajših, starejših. In ravno 2 dni nazaj smo imeli tudi zaključni koncert festivala, kjer so ti udeleženci imeli priložnost tudi nastopiti z orkestrom Amadejo kot solisti. In pa poleg te glasbene dejavnosti smo združili tudi slikarsko dejavnost, namreč vzporedno so potekale slikarske dejavnosti od Sorice do Škofje Loke po Groharjevi poti, tudi z izvrstnimi slikarskimi mentorji. Kot gost pa se jim je pridružil Izak Hudnik, ki je udeležence koncerta očaral s svojimi spretnostmi na čelu. Igral bo Haydna, koncert od Eduru in pa Hindemitovo trauermusik, žalno glasbo, ki se redko izvaja. V Amadeju sem že igral parkrat in Tilin je super organizator, to je res noro, kar se uspe zorganizirati in še zrihtal mi je koncert na festivalu Bled, ki je kar kul. Ja, moj oče je čelist. Pot se je pa začela na glasbeni šoli Vič Rudnik pri profesorju Igorju Mitroviću, kolegu od mojega očeta v službi. Zaupa nam, da mu glasba zelo pomaga pri čustvenem razvoju. Čist sonatna forma, vzame neke, saj tudi nocoj na koncertu, bo Haydn vzel 2 kontrastni melodiji, eno malo bolj poskočno, eno malo bolj spevno. In potem jih bo tekom skladbe, prvega stavka, več ali manj, jih bo kombiniral na ta način, da bo iz 2 enostavnih, bi lahko rekli, čustev dosegel več odtenkov čustev, ki se nahajajo vmes, recimo pač takih, ki jih sploh ne znamo niti s besedami izraziti. Na ta način. In če raziskujem to, potem tudi lažje razumem svoje čustveno življenje. Izak velja za mladega virtuoza na čelu. Ko smo ga vprašali, kako se mu to zdi, pa je ostal skromen. Mislim, jaz nimam lih mnenja o tem. Bolj se počutim, da je tehnika ena izmed mojih hib, ki si moram najbolj posvečati, zato da je moja celostna predstavitev nekega glasbenega dela koherentna. Glasba je kot nek dodatek k neki radosti, ko upam, da jo bojo čim več doživeli skozi poletje,
pa tudi nasplošno. Mogoče nam pripomore k zavedanju, mogoče nam radosti kak trenutek, tako da ja, najbolj čim bolj uživajo.